Nekterim sem tudi rekla, ampak res počutam. Nekateri so se pridružili zelo mladi, študenti, fantje s kolesom, moji otroci. Ponosna na vas, kaj lahko napredujete, tudi še na tem ne smeš reči mi, prostovoljski poti. In kaj sem, vse lepo, če te pohvalijo. Ker ko boste brali knjigo pri tem uvajanju, je bilo več nasprotovanja večkrat, kot pa podpore, a ne Filip. Ampak zdaj težko reče, kateri moram biti bolj hvaležna, ker vsak ti na svoj način pomaga. In če veš, da si na pravi poti, nič posebej, da nisem delala. Tudi nisem bila vrhunska zdravnica, to se tako pretirano, ne? Ampak v resnici sem delala tisto, kar se mi je zdelo prav, pa tudi to, kar sem odkrila na Onkološkem inštitutu, kar ni bilo niti v sanjah, moja poklicna pot, ampak to boste lahko brali, da znam poslušati, da jih tudi slišim, pa koliko to bolnikom pove. In iz znanja osebne zdravnice sem pa v literaturi pa člankih dobivala samo potrditev. Tako da na koncu, ko je bila knjiga, sem res iskreno si rekla, je bilo vredno. Tudi to vse zapisati, ne? Še vedno je vredno. Dragi moji, objemam vas in sem vesela, da ste prišli. Bredi sem že povedala, da je rada skočam izven okvirov, ampak ker je z nami Karla Urh, da je za prvo novo pomlad življenja, ko smo na hitro morali prevesti po vzoru Italijanov pesem, njegova hitro dobica poje in smo dobili priporočilo, da v Stranjah pri Kamniku pa znajo otroci še pet. In koliko ene dobre energije, v Cankarjevem domu so se nas pa zelo bali, pa to pa bolniki z rakom, kako bo. In tista prva prireditev, ki je prišla, ne vem, katera, 3 ženske so bile nam, me objela, kaj takšnega še nismo doživeli, pa koliko enih srečanj in kongresov in vsega maja. Življenje je lepo. In naj bo tudi ta knjiga in pa naše srečanje, to je samo knjiga življenja, hvalnice življenja, tudi z raznimi akcijami, ne fantje, ki je frontman Jote, ki je bil že tako mlade, so pa kakvi možje, sivolasi, dobri, se prepustim zdaj. Hvala, Marija. Sem že mislila, vse povedala, kje bo pa prostor za moje vprašanje, pa vendarle bo. Draga Marija, ti boš bi danes na visokem, vse to je danes tvoj dan. Ja, bom te malo spustili. Samo zavest je rekla moja kolegica, ko smo bili na enem seminarju psihiatrije, ki je med nami, pa sem jaz rekla, kako boš pa to naredila? Ja, če da si moji Google. Tako je trik samo zavesti tudi nastal. Tako je. Napisati tako obširno in bogato delo o psihoonkologiji, o društvu onkoloških bolnikov Slovenije, v katerem je zbrano ogromno dokumentarnega gradiva, slikovnega gradiva, osebnih pričevanj, tako zdravstvenih delavcev, bolnikov, je v bistvu eno veliko epohalno delo.
ampak najbrž nas vse zanima, kako je sploh začela nastajati ideja o zapisu v knjigo. Spet si prehitevala epohalne vršili. Ja, včasih sem rekla, sem oblaš. Seveda, da je ta rdeča luč, mora biti, da se to sliši. Pa je rdeča. Ja. Zdaj se sliši luč. Mogoče pa res ta katera prej. Epohalno, če ne govorite, kot sem že rekla, da sem zapisovala. Zakaj sem pa zapisovala? Ker je to pomembno. V knjigi je tudi poklon nekaterim posameznikom, oziroma mnogim sem se trudila, da bi tudi poimensko bili omenjeni, ampak profesor Božena Ravnihar, takratna direktorica Onkološkega inštituta, ko sem jaz prišla najprej volontirati in potem je rekla, da ni možnost nobene zaposlitve, naj si to ne pričakujem, samo možnost prostovoljnega dela. In seveda mi je bilo to prav po srcu, ko sem kmalu slišala, ne bi vas rada zdobila, ampak to bo brali v knjigi. Hočem povedati glede pisanja. Nekega dne mi na oddelku, ko sem bila še sobna zdravnica, kurir prinese dva velika registratorja. Na enem piše tekoče zadeve, že tudi napis, na drugem pa arhiv, prazne. Noter pa brez vsebine. Jaz se ga sprejmem, začudem na to opazujem, gledam. No, to je povedal profesor Ravniharjeva, pa me pa sestra pouči. To, profesor so se takrat vsi rekli, a ne mera, ki je pa že. Profesorica vsako novo zdravniku prinese, ker zahteva, da se vsi dopisi, ki jih ona pošilja, ne mečejo stran, ampak shranjujejo, da se vse beleži. Jaz sem bila pa že po naravi, tako nekako boljše, če našli, pa če si vse zapisuješ. Tako da lahko rečem, začetki so bili tam. Če pa nekaj novega uvajaš, pa dobivaš tudi dopise, ki jih je treba spraviti. Saj ste videli, nekatere so mi prišli prav, da dokažemo, da je to resnično, da ni samo v mojih spominih, kar piše v knjigi. Potem nikoli se nisem predstavljala, da imam pa organizacijske sposobnosti, da imam pa organizirala društvo, pa še nekaj zakonodajalcev, za vsem se ukvarjali, ampak potrebe so bile tiste. In zdaj se mi je prav, da se vključim. Kaj sem? V mojem času so bile radikalne operacije dojk, odstranitev cele dojke in z blazgavkami, protest pa ni. In ko ti pride pacientka depresivna in jo vprašaš, kako pa tako čudno, asimetrično, ker je zahrbtenica ni zdravo in ti pokaže, da nima proteze, ampak ima v eni vrečki, ene so imele prosol, ene so imele volno, a ne? In jasno, da greš tudi v akcijo za boljše. Mi smo začeli govoriti o rehabilitaciji, da ni samo pomembno, da človeka ozdravi medicina, ampak je pomembno, kako živeti z bolezni. To so bila na dnevnem redu vprašanja, kako živeti. No, društvo smo vse zapisovali, jasno, ne? In sem premišljala v knjigi, ampak bolj kot kakšen zbornik ali karkoli, da je da nastala ta knjiga, ki jo imate pred sabo, kar tudi tebe zanima, ne? Je na žalost naša znana zgodovinarka medicine in humanistka medicine, tako se prav rečemo, ne? Dr. Zvonka Zupanic Slavec, danes odsotna
ostala mi v kliničnem centru in jo vprašam za mnenje, kako bi se lotila. Je rekla, absolutno avtorsko delo. Kaj pa ne pišem? Pa bom še to rekel, da se ne treba mečem. Kar so mi že ves čas govorili, da hočem biti nekaj posebnega, nek oddelek za psihologijo, brez pojesti. No, je rekla, to nimaš prav. Mislim, da imaš marsikaj povedati. Prvo pravilo pa itak je, si zapomni. Piši samo o tistem, o čemer lahko samo ti pišeš. Seveda s pomočjo vseh vas in teh zapisov. To je trajalo 4 leta. Tako da zdaj že rečem, da je knjigo gledam tako, kot je. Je prva 5-letka za mano. Gradiva pa še ogromno. Posebno zahvala GID, oblikovalki že dolgo. Naučila sem se pa pisati tudi za publikacije za bolnike, pri oknu ogromno, ne? Ker če smo bolnikom govorili, da je treba čim več vedeti, ne? O bolezni, potem smo jim morali tudi s pisnimi informacijami pomagati. Seveda ne moremo mimo psihoonkologije. In uvajanje psihologije je šla skozi vrsto pomembnih korakov. V mislih imam 5. kongres kancerologov Jugoslavije, glavnega 1979, podiplomski študij psihoterapije na medicinski fakulteti, sodelovanje študenti medicine, mednarodno sodelovanje, uvajanje prostovoljnega dela na Onkološkem inštitutu. Vsi ti koraki so prav gotovo imeli neko povezovalno pentljo. Kaj je skupno tem korakom uvajanja psihologije? Skupno je tisto prizadevanje za celostno obravnavo bolnika, prizadevanja zato, ker vsi vemo, bolniki še najbolj, da so duševni dejavniki zelo pomembni. Pa seveda ozirali smo se po svetu, tudi povezovali. Sredi 60 let se je pravzaprav najevala psihoonkologija, psihosomatski pristop v onkologiji. Najbolj intenzivno je bilo sodelovanje z Evropsko delovno skupino za psihosomatske raziskave v raku. Potem dostkrat se mi je zgodilo res prijetno presenečenje, ko sem brala kakšno knjigo. Hrvati so prej prevajali, recimo znamenito Elizabeth Kubler-Ross, ki je te korake od sprejemanja korake znane napisala spremljenje umirajočih. In se mi je zdelo, kot da bi jaz pisala, da to že vemo. Kar pomeni, ljudje smo po celem svetu enaki, napredek tehničen je bil ogromen, kar je pa malo zaostal. Čeprav to ni nič novega. Vpliv duševnih dejavnikov pri nastanku bolezni se poznali že pred našim štetjem in na tem pisali. V tem času se je pa obudilo in profesor Ravniharjeva je vedno kakšne nove argumente poslušala rada in večkrat je rekla, da bo lahko. Vse, onkološki gre vedno v korak s časom. Jaz sem vesela, da še zdaj gre v korak s časom in da je res ena taka osrednja postaja, vodilna. Čak, kaj se me že puša? To je pa matematika, gradiva ogromno. To smo tudi naučili. Pri knjigi, kaj je najvažnejše? Kazalo, vsebina. Vam je pa spet matematika pomagala, da smo 7 korakov v uvajanju, z oddelkom psihoonkologije bi kdo rekel, zdaj ste pa na konju, ampak tudi
prostorska umestitev psihoonkologije je že dovolj pomenila, ampak ja, to sem pa si nostalgijo gledala, ker sem čisto enem kotičku našla sferi, ki sva v teh prostorih, ki so rekli začasno, preživeli 20 let brez dnevne svetlobe, ampak tudi bolnikom je bilo tam všeč, ker smo lepo opredelili spet s pomočjo mladih osnovne šole Moste Komenda. Žal že počivajo v miru profesorice njihove. Kaj se vem, ali so bili taki časi? Vedno so enaki časi, ne? Samo odzivati se moramo. Bolj, ko je izgledalo nekaj zapleteno, bolj smo se z veseljem lotili. Res je bil nemogoč prostor, pa je bilo pa grafika pri grafiki, ki je zaživela. Dobro, smo jih zastonj dobili, ampak okvirji se malče iz ekonomante danes tudi z nami, ampak je bila ta zadnja pošiljka, ko je naročilnico izdala za okvirjanje, je rekla, če pogrundajo, a veste, koliko to stane že? Jaz sem rekla, se niso pogrundali, mala pa besedo direktorja, ker je rekel, če nam pa niso postorošli, jih pa uredite, da vam bilo všeč. Veš, če nekdo in ti koraki je vsak posebej najpomembnejši šlo. Tako da boste brali. Najna predstavitev ima itak namen vzbuditi interes za knjigo. Na tej poti si večkrat omenila, da so ovire, ti so pa seveda tudi posebni ljudje, ki so ti bili v spodbudo, v podporo. V mislih imam, tudi sama si omenila profesorica dr. Boženo Ramnika, pa profesorja dr. Lena Medičinskega, o katerem pišeš. Kako je v bistvu bilo? Ja, veš kaj, ko bojaš nekaj novega, tek je lahko všeč, da pa postane en del uradne obravnave, pa rabiš preverjanje in potrditve. Profesor Milčinski, Leo Milčinski je zagotovo ena velika avtoriteta. Zdaj ne vem več kdaj in zakaj sem šla k njemu prvič, ampak večkrat sva se kaj pogovarjala, tudi poskus je bil, potem tisti projekt ni šel skozi, da bi on je bil še posebej za samomorilnost usmerjen, da bi ugotavljali, ali med bolniki z rakom več samomora. Bil je pa res en tak, njemu bi lahko rekla razumevajoč in pozoren oče. On je, enkrat se spomnim pogovora, pa že bil je, ko sva zbirala te podatke in me je videl, da sem prizadeta, kaj je bolnik. Niti ni izgledal kaj preveč, ampak je takoj, ko je prišel domov iz bolnišnice, samomor letel. Pa je rekel, pač nekaterih ne morete preprečiti. Če jih ne bi zdaj, bi pa v kakšni drugi obremenjujoči situaciji. Potem, ko smo rekli, oddelek še ni bil, še vedno smo utirali pot. Če je trajalo 7 let, da smo do oddelka prišli, je trajalo spet 7 let, da so bile priznane storitve in tako naprej. Ampak recimo, kar je bilo postdiplomski iz psihoterapije, tam mi je bilo fajn, seveda. Tako obišče dala stol, kar sem sicer majhna, ne? Ampak, kam je profesor, ki je to področje psihosomatike predstavil to in podprl v Sloveniji, ki to v praksi uvaja ta pristop in potem tudi zaprosil za predavanje še naslednje leta. In seveda sem jaz tudi njega nazaj. Pa ko je Miličinski, pri avtogenem treningu smo se najprej zbližali z Miličinskim, ki je bilo tudi v postdiplomskem, ali pa sem ohranjala tudi s profesori, ker sem jih rabila, sodelovanje.
In ko je bil prvi možni logoterapevtski seminar, sem se vpisala, zakaj? Spet bolniki. Kam smisel življenja, kako je živel, na tako vprašanje, ki nisem imela razpodlage, ki je tudi potrebna, teoretična. In potem seveda navdušena naprimer nad Simontonovo metodo, ki je neka nadgradnja avtogenega treninga, lahko mu bi šla kot profil. On je veliko sprejel, bolniki so kupovali, spet so me bolniki pritisnili. Jaz sem sam njim sledila pravzaprav. In to. V Nemčiji je šla knjiga, ja, vse jaz je tudi imam, potem poskušam delati, eden je original v angliščini bral, ja pa dajmo, prevedemo samo vaje, pa bomo skupinsko začeli uvajati. Seveda ta prevod, to je zelo pomembno. In spet grem profesorju Nemčinskemu in bom jaz natančno pregledal, pridite, ne vem kdaj, in ko pridem, se sem šla objavila eno. Rokopis vse je prevedel, Kad smo uspeli tudi knjigo prevesti, je bil seveda glavni strokovni sodelavec. Veliko je, ki so pomagali. Predvsem pa bolniki. Recimo pomemben korak, kaj je rekel en doktor mi enkrat, kaj se ti bojiš, ti boš uspela, se imaš celo vojsko za sabo, kaj te skrbi, ker tudi kvitiranje je bilo veliko težav, še pa 70 naredili. In to so bili bolniki, ker mi smo kar začenjali. Zdaj, kako se je začelo skupinskim delom na oddelku? No, posebnega. Vsi so spraševali, mi smo spodbujali pogovore, tudi sem rekla, kdo želi individualni dnevni po viziti, pa sem pa rekla, kaj pa če bi skupina, sestra Olga se tudi tega spomni, in pa če je bil kongres, pa dajmo se predstaviti, in smo bili nekje prvi v Jugoslaviji, slišani, vabljeni naprej. To so taki koraki, ki so mlaže potem doma, pa to je že po svetu, da prostovoljno delo, pa seveda iz tiste prve skupine, v življenju ni nič slučajnega, če vsako stvar vidiš in zares delaš, mladi so se zanimali za nove stvari in ko smo eno Prešernovo nalogo, študentka, ki je postala potem, da rečem, vrhunska, ker danes si delimo komplimente, onkologinja Radka Tomšič, je zares delala. In smo se takoj strinjali, če bolniku nekaj vzameš, nekaj vprašanje, ki ga močiš, moraš nekaj dati. In smo skupinsko dobili. Skoraj vsaka skupina je rekla, taka srečanja pa ja, čeprav bi se mi nekaj rekli, rak dojke, 5 let po operaciji, čist začetnega raka mora biti brez problemov. Sej, zdaj pa ni bilo nič. Ostalo je pa veliko, kar smo na začetku rekli, duševnih problemov. Kaj je nastala prva ambulantna? Seveda, tam smo se zmenili, da po svetu imajo samo pomoč, jaz pa bi. In Vlada je ledina in me tudi preganjala, a ne fili tako, bi dosti tudi upali, ampak, dobro, moš ti tudi kaj vprašati. Da si škrpam, Meni je tako lipo zato, ker je to v bistvu to pripovedovanje. Če šle gledam, vsi ste delali knjige. Tako. A veš, knjiga se je delala, ker sem prišla na onkološki. Zdaj sem zapisana, zapiski. Marija, mogoče bi bilo dobro, da malo osvetljiva, kako je znotraj psihoonkologije, večkrat si rekla. Jasno je, bolnik je bil v središču naše pozornosti, ampak ti si jim dala besedo. Znala si jih slišati, znala si slišati njihovo stisko, njihov strah, upanje in želje, ki se je seveda potem izlilo v ta
velik program samopomoči, organizirane samopomoči bolnikov z rakom pod okrevanju, ki pa je potem prerasel neko potrebo po društvenem organiziranju, v bistvu v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije. Seveda, danes bi lahko rekli, da je to spontano veliko gibanje praktično nastalo iz bolnikov, ki pa ni mogli sveta brez podpore strok. To si pa tako lepo, da si mislim, da si razpomnila. Bolniki v središču psihoonkologije. Povedali smo že, da je nekako spontano se rodila ta samopomoč na Onkološkem inštitutu. Spontano. Jaz vem, kaj bi takrat potrebovala. Z eno žensko se pogovoriti. Pa so kirurgi nasprotovali. Se spomnim, kako je rekel, noben ne bo mešal mojih pacientov. Če sem jaz rekel, tako bo tako, pa sem rekel, sploh te ne morejo mešati. Vse to organizacija je že v svetu s strogimi pravili. In samo tiste potrebe, pa se ti pogovarjaš žensko, ki bo protezo dobila, pa kako ne delovali, da bo prepričala ljudem, pa če ga ima, kaj ne dela. Ne? In sem bila vesela, da smo tudi Madame Timothy dobili, ker je bila zelo lepa, elegantna gospa in je kar očarala takratnega direktorja, in lažje smo nekaj pri nas vedeli, če smo rekli, kako je v svetu. In leta 1984, ko je oddelek, tudi prostori, ko smo dobili, smo lahko tudi, oziroma so vodstvo, uradno priznalo, organizirano samopomoč za ženske z rakom dojke, kot deli celostne obravnave na Onkološkem inštitutu. Predtem so pa že, ker te prve skupine, pa te za samopomoč so hodile bolnice tudi z drugih krajev. In smo mi že, bil je cilj, da uvedemo organizirano samopomoč, vse bolnišnice, tudi funkcionirajo raka dojke, in potem se to samo vidi, da može biti ena organizacija. Pride nas kaj v Ljubljani delajo onkološki. Imamo jaz, ker nekdo, ki pride, nekoga malo uči. In je potem bilo treba organizirati. To je pa zanimivo branje, to so tudi težave, ampak vse se je uspešno rešilo. Ja, in je še nekaj. Uspešno se je rešilo v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije, pa tudi seveda številnimi akcijami, projekti, obsežnimi dejavnostmi se je preko Društva onkoloških bolnikov Slovenije prispevalo k ozaveščanju o bolezni raka, hkrati pa seveda je tudi se zmanjševala stigmatizacija bolnikov z rakom. Ni bilo vedno tako enostavno govoriti o raku. Pravzaprav se niti ni govorilo takrat tistih prvih časih o raku, tudi diagnozo so dosti zamolčali ali naokrog povedali, da bi v javnosti, to smo samo rekli v Ameriki, tam pa javno govorijo, pa nastopajo. Pa, ko ni bilo še društvo, čisto začetnica sem. Društvo za boj proti raku je bilo pa že ustanovljeno na pobudo profesora Mihaela leta 1970 z željo, da vzgajajo čim več znanja prenesejo vsem zdravnikom po Sloveniji v boju proti raku. To je bilo drugo področje, nič za bolnike. In če bi zelo pozabila, ko sem bila zagledala, pa mi je koncentracija še. Kaj smo? Pa pogledala še naprej, mogoče še malo da pogledala. Ne, ozaveščanje. Ozaveščanje. Ja, in ozaveščati, seveda, kakšen je rekel se rine na radio, pa na televiziji.
To je bilo treba posoditi doskrat tudi glasbenikom, ne? Čeprav se nam zdaj zdi smešno, ampak v knjigo, no je bilo kar smešno, pa z nostalgijo smo postavili tisti prvi nastop Žensk z rakom dojke na televiziji. Ker prej je veljalo vloga pasivnega bolnika. Mi smo pa z vsem tem, kar smo počeli, ga spremenjali v aktivnega. Ne? In zato je to ozaveščanje šlo tudi prek publikacij, posebno preko okna tudi. Akcije pa, a smo zdaj že pa akcija. No, kaj bi nadaljevali? Seveda nadaljevali bi te akcije. Ja, to je bilo težko poglavljeno. Nekaj je kronološko šlo, potem je nekaj manjkalo, potem še posebne dogodke sem posebej dala, ampak akcije in projekti, pa smo rekli, noč toliko je, to vam bo šlo, tista moja sedmica, da se ne bo ponavljala, jih je pa 10. Velik pobudnikov ali pa storitve te akcije je tukaj zdaj, lahko zaživijo. Ampak, če najprej povemo nešteto razlogov za življenje, po kateri je tudi naslov knjige. To je bila res, a je Milana z nami? Vidiš, mislim, da na začetku bila. Ona je bila tudi zelo mlada takrat še, ne, še zdaj si mlada. Vodja projekta, ki ga je vodil Imelda Ogilvy, ki jih zdaj več ni v Sloveniji. Rekli smo, a je bil to srbani jubilej, ne? 2011. Kje ste, fantje? 2011. Celo leto smo mi praznovali. Ne? Zakaj? Zakaj? Ker imam nešteto razlogov za življenje. Dobro, osnovno je bo osrednji dogodek bo v Stožicah. Začenja se že z jubilejno skupščino. Zavrti se zopet kolo življenja iz Ljubljana v Maribor. Je bilo tako? Pobudnika kolesa življenja sta Jaka pa Grega. In kolo se je takrat vrtelo. Veš, da vidijo zdravi ljudi v Ljubljani, v Celju, v Mariboru, pričaka množica bolnikov, bolnic, nasmejanih, veselih, ti kolesarijo. Pri tej jubilejnem za nešteto življenja so kolesarile 3 ekipe v različnih barvah. Bolniki, ne? Zdravniki, pa zaposleni Mercatorja, ki je bil glavni sponsor. A veš, kaj ti motiviraš ljudi, pa da tam župan govori. To je tisto ozaveščanje v živo, ne? Ali pa bi rekli psihologi, izkustvena spoznanja, ne teorija, ko doživiš, kot tisto v Cankarjevem domu. Pa to čisto drugače, kot smo si predstavljali, ali pa kot kdo mene reče, kako se ti še zdaj odgovarjaš. Danes sem telefonski klic bolnice, a te ne zamorijo in ne razumejo, da vse se ne ukvarjam z boleznijo, pa smrtjo, ampak življenje. Nešteto razlogov za življenje, ja pa himna je bila takrat, pa vse. Najdalj se je pa vrtela Nova pomlad življenja, kar sem že omenila Karl Urh. Štirka Kučan pa ni prišla, ona je bila veliko preobljubila, najbolj še zaposlena. Ona je tudi zelo podpirala, bila častna članica, krasno govorila vedno, a ne Nataša. Program smo imeli vedno enak, ampak vedno je bila druga in polna energije. 22 pomladi, ena za drugo se je zvrtela, vsaka drugačna, vsaka lepša. Za
zato se poklonimo vsem sodelujočim, tudi poimenski zapisi. Z matematično natančnostjo, ki v oklepaju piše, kolikokrat imam za Koširja vodila, kolikokrat tvoja hčerka, Nataša Kogovšek. To sem malo hecno vmes, ker mi je bilo prav veselje pisati knjigo, čeprav težava je s to gradila. Novo pomlad življenja, pravi moški ta zadnji, ker je med nami Tina tudi. Smo šli na drugo področje. In še bi lahko naštevali? Ja, 10, pa še kakšen vmes. Ja, ampak jaz sem že v uvodu omenila, da ima knjiga še posebno vrednost, ker jo odlikuje osebni pristop. Tako številnih zdravstvenih delavcev, bolnikov, kot tudi tvoj. Naj strnemo najin pogovor s tvojo zgodbo iz življenja sobne zdravnice, ki si jo zapisala v knjigi in te prosim, da jo podeliš z nami. Veš, kam pa še prej povedati? Zaveda, da boš nekaj. Ne, ker jaz sem za knjigo odprla. Ali bi knjige na kupu, ali bi jih kar razdelili, tudi prevejo imeli pomisle, ampak potem bodo pa ljudje listali, da ne moreš preprečiti, pa naj jo bo motilo. Sem rekla, če bo mene motilo, bom rekla, naj prosim, da nekaj. Če bo pa to zanimiv pogovor, pa ne bo nobeden listal in hvala, da nisem listal. Kratek odlomek bo. Hočem pa povedati to, tudi spodbudo ali pa, da vi to naprej delite. Če hočemo ohranjati eno vredno življenje o tem, koliko si ti noter živ, da ohraniš eno veselje do življenja, radovednost, da znaš biti navdušen, da znaš komu kaj dobrega narediti. Zdaj pa vsi samo govorimo, kako je težko. Že v šoli ne vem, koliko je bilo potrebe za psihologe, groza. Na onkološkem ne vem, se ne zmorejo, mi rabi po standardih, kot so v svetu, toliko psihologov, pa toliko vsega. Hočem povedati, važen je, če rečem o našem psiho-onkološki pristop, pravzaprav tistem osnovnem, najbolj normalnem načinu človeškega sočutenja in razumevanja. In tudi ta psiho-onkološki pristop, pa psiho-onkologije, ne zagovarja, da moramo prešteti, koliko je bolnikov, pa koliko jih rabi, pa jih bomo pa stestirali, pa bomo videli, katero terapijo. Zdaj, ko rabi pomoč, tukaj in sedaj. Sploh pa tisti, ki se srečujejo v procesu diagnosticiranja in zdravljenja bolnikov, bi morali imeti pa osnovno izobrazbo iz tega. Ker včasih rečejo, nimamo časa. Če imaš za neprimerno besedo čas, bi se bilo treba samo malo potruditi, pa nekaj narediti, pa takrat razmišljaš, s čim pa temu lahko pomagaš. Pa pogovarjaj se. Ker sem še vedno na voljo, mislim, javno objavljeno na društvo telefon in mail, je največ klicev, kot je že včasih tudi v psihologiji, ker sem ven prišla, pa sem Fili rekla, spet sem imela nadomeščanje. To je pomenilo, da sem na mesto zdravnika bolnikom morala razlagati v njem znanem jeziku, kaj pomeni ta odpustnica ali pa ta diagnoza. Zato sem tudi v svoji predstavitvi poudarila nekaj utrinkov ven iz tista, kar sem nekako mi je bilo dano spoznati, pa tudi v teoriji, pa
znanju dobiti potrditev, da je vsak lahko nekaj naredi. Zdaj pa mislim, da tam najboljše dela, dokler se dela. Si mislim, da se vsest, ampak bom se dela. To je pa res najmanj konec, ko smo malo potemnile, so rekli največ pol ure, ampak to je bilo za ene vizite, eno trening. Ko se sestro v eni od sob posloviva in stopava proti vratom, se oglasi bolnica. Ali lahko še nekaj vprašam? Tako zelo me skrbi, kaj boste povedali mojemu možu. Danes pride, ko bodo informacije. Obstanem v premisleku za odgovor. Zakaj bi vas skrbelo? Povedala mu bom vse to, kar vi že veste. Sicer bo pa najbolje, da pridete tudi vi in se bomo skupaj pogovorili. Ob uri, določeni za informacije, je omenjeni mož prišel na oddelek. Ko sedeva v dnevni prostor, strahoma pove, da ga skrbi za ženo. Seveda tega pred njo ne pokaže, ker jo želi zavarovati. O bolezni ne govorita. Rad bi vedel, kako je z njo. In rad bi tudi nasvet, kaj naj reče ženi, ko jo bo obiskal. Povem, da se z bolnico odkrito pogovarjamo o bolezni in da sva dogovorjeni, da bom prisotna ob pogovoru. Začuden se smede v svoji žalosti. Grem poklicat bolnico. Pogovor je kmalu stekel sproščeno. Po mojih uvodnih informacijah o bolezni se je prva vključila žena in začela moža bodriti, da bo še vse dobro. Res, da bo zdravljenje dolgotrajno in naporno, a glavno je, da raka lahko premaga. Imela sta še vrsto vprašanj, od tega, ali je rak nalezljiv in na kaj mora še posebej paziti med zdravljenjem, do tega, ali bo še lahko skrbela za družino in delala na vrtu. Naslednji dan pri viziti. Ne vem, kako se vam naj zahvalim. Ne veste, kako zelo ste nama pomagali. Po dolgem času sva se spet našla. V odkritem pogovoru sva si podelila skrbi o življenju z boleznijo in se tudi nasmejala nagajivim norčijam naivnih vnukov. Zdaj sem pripravljena. Vem, da mi bo mož zmogel stati ob strani. Hvala. Cenjeno občinstvo, za vaše vprašanja, za vaše utrinke, spomine, prosim, mikrofon je vaš, ga bom pripeljala do vas. Težko da obesledila. Res ne bila? Je. Ja. Prosim. Čak, bom jaz. Če se bo slišala, jaz mislim, da se bo slišala. Da ne bomo imeli prvo. Tanja je predsednica Evrope. Ja, Tanja Švajn. Jaz pravim tudi, to je moj otrok, ponosna. In ni samo predsednica Slovenska, ampak tudi Evropska. Stani, da tudi pravim. Jaka pa drugi otrok, jaka pa psihiatra. Draga Marija, najprej čestitke, smo spremljali, kaj delaš in kako knjiga nastaja, tako da res
res iskrene čestitke sodelovali, tako da z strani Evrope Done, ne samo Slovenije, tudi Evropske zveze, hvala. Tvoja pobuda ima tudi sadove naprej. Dosegla sem, da bojo zdaj vse predsednice napisane na spletni strani, ker sva iskali koliko časa. In pri njih, katera po vrsti si ti. Jaz sem poznala posebno prvo, drugo še, potem pa ne. Kar ni vem. Pa tvoja tajnica, ne vem, kako je že ime, je rekla, bo Tanja v Milano. Pa spet kličem, Tanja pravi, tudi tam nimajo. To je nekaj slišano. A veš? Evo, zdaj so na Tako da res hvala, ker so tudi od začetka seveda pobudnica tudi Evropske zveze, Evrope Done in za vse, kar si naredila za bolnike, bolnice. In tudi hvala, da nas še vedno podpiraš. In prav je, da je zapisano, ne? Prav je, da je zapisano, da bomo se ljudje zapisali, da nam opozarjajo. In tako da še enkrat čestitke in ostani tako, ker si še čim ide in bodi z nami. Gospodarko svoje. Čestitke še. Hvala. Ti si bil res zanimiv. Ko je zgodil, mlad. On je začel pisati zgodbice. In nekaj dne pride dr. Bošnarjeva, ki jo dobro poznate, je rekla, veš kaj, jaz bom pa kar na psihoonkologijo. Imam eno pacienta, ki mi kar naprej zgodbice piše, pa ne vem, kaj je z njim. Knjigo moraš napisati. Že dolgo piše. Knjigo sem napisala že na Japonsko, da sem je disk skoro, tako da moram malo spominjati da se. Mene je takrat Simona Bošnar je bila res ta prava zdravnica, tako kaj je malo in mi je potem na srečanju Evrope Done v Portorožu povedala, da sem bil eden, jaz mi je ful zaupal, takrat sem je rekel, da bi tudi roko, če mi reče, da je roko odrezal, da mi roko odreže. To sem mi zaupal, pa me kako 20 let od tega. Ne reka, da sem bil eden in prvih pacientov. Ampak ja, hodil sem pa Japono, da ker sem na njih postavljal takole pred mikrofon, ne pričakoval. Ampak smo ti pametni zelo hvaležni za to, ki ste nam omogočila tiste takrat srečanja z psihologi, ki smo se pogovarjali enkrat na mesec, ker so tudi oni ugotovili, da smo fantje drugačni, da drugače razmišljamo, da ne radi govorimo, da smo brzo dejanja in si nas praktično ti spravlja na kolo, da smo oznanjali, da se da po bolezni še kako normalno živeti in to poslanstvo peljamo naprej. Z Gregartom smo naprej, da smo onkomeni, še zmeraj člani. Hvala, ker si. Hvala za to knjigo, da bo ostalo še naprej. Ti si daleč, boš kaj dodati. Gregor bo tudi povedal še nekaj, pa pripravljam dobro mi je že rekel. Pozdrav tudi od mene. Jaz, ki sem prišel, sem rekel Mariji, pa prav, da v zrelih letih ne moreš otrok imeti, ne, tako da. Marija, mislim, da imate še eno. Tako je. Ne, mislim, član društva sem, se to ne dela. Član društva sem, zdaj mislim, da glih 20 let, no. Tok časa se tudi že poznamo. Moram reči, da smo se dostkrat skregali, pa grdo gledali, ampak še večkrat smo se imeli pa radi. In to je edino, kar šteje, tako da jaz mislim, da smo v teh 20 letih, mislim, vsak, kar se mene tiče, kar nekaj naredili, vsi mi, a ne, tako da hvala, ker ste nam dali tega otroka, vsem nam, tako da jaz mislim, da bo tale knjiga
najdla eno lepo mesto na moji knjižni policiji. Hvala. Brane, Tina? Jaz avtorica pravih moških. Hajam z agencije Studio Marketing. Marijo sem spoznala pred 7-8 leti in me navdušila. Navdušila me je in je popolnoma jasno, zakaj so v bistvu vsi projekti, ki jih je naredila, uspeli, zakaj je psihoonkologija danes del integralnega zdravljenja bolnikov z rakom. Zato, ker je moderno, ker razmišljamo naprej, ker je neverjetno v korak pred časom. To, kar je Marija skromno povedala, da psihoonkologija, da nekako, na Zahodu je že bila uveljavljena, pri nas je prihajala z zamudo. Jaz verjamem za nazaj, da je imela danes veliko težav pri integraciji tega programa oziroma pri uveljavljanju tega programa znotraj Onkološkega inštituta. Zdaj pa delo z njo je bilo pa sjajno. In v bistvu, Marija, ti si zame ena od mojih največjih učiteljic. Jaz sem se neizmerno veliko naučila od tebe. Jaz tudi od tebe, jaz tudi vse. In najne debate so bile vedno tako zelo... V bistvu rezultat teh debat je bil dober. Izmenjavali so si mnenja, brez dlake... On dela pa ne dela. Brez dlake na jeziku. In sem neskončno hvaležna, da te poznam in ostajaš moja vzornica. Hvala, Marija. Pa še kaj napiš, no? Predvsem se rada zahvalila za tvoj pogum in znanje, da si za znanje in prestopila prag takrat prevladujočega prepričanja. Zato je bil potrebno tudi pogum, ne samo znanje. Najne strokovne poti se pravzaprav sočasno potekale in to je bilo obdobje velikega napredka v medicini, izjemnega diagnostiki in terapiji, ampak obravnava bolnika je potekala po medicinskem modelu in sicer usmerjeno diagnostiko, zdravljenje, zahtevo po podaljšanju življenja, ne glede na stadij bolezni, nobenega mesta za potrebe, za psihosocialne potrebe bolnika, duhovne potrebe bolnika, za kakovost življenja in za stiske svojcev. Tudi danes v stroki, samo še en stavek bom povedala, danes v stroki zamenjuje medicinski model individualni pristop in sicer paternalizem zdravnika zamenjuje tovarniški odnos med bolnikom in pacientom, tudi danes to poteka zelo stežavno in nekako vedno hoče izstopati medicinski model. In danes ima bolnik, dobiva svojo pravico, da tudi ocenjuje uspeh zdravljenja in postopke zdravljenja z raznimi novi ocenjevalniki kakovosti življenja svojim pristopom. Hvala, Marija. Hvala, Veš kaj, so stvari, za katere si je treba vsak dan prizadevati. To ni enkrat rečeno, pa bo uveljavljeno. In k sreči bolniki so drugačni. Tudi je več možnosti do informacij, kar je pa lahko plus ali pa minus, ker pride do zmede in jih zavajajo tudi napačne stvari, lahko da celo odklonijo zdravljenje, ki bi bilo uspešno. Kaj me gledaš, Nataša, boš kaj povedala? Sam poslušam, ampak ko si me izvala, jaz sem bolnica in prostovoljka v
za individualno delo, to pomeni, da sem se pogovarjala z bolnicami na oddelku in tudi vodila skupino rodovnic. Rekla bi sem to, da Marija je edina, enkratna. Vsi smo, vsak človek. Ne, ni res, ker ti si za nas prostovoljke vseh vrst organizirala izobraževanja, da smo lahko vodile, da smo imele odnos do sobolnic. In se je to nam zdelo tako nekako, da vse delaš z lahkoto. Pri tebi ni bilo nikdar nič težko. In vse si obvladala, čisto vse. In predavanja in organizacijo ansambla glasbenega in organizacijo še kakšnega drugega psihologa. Tako da kot prostovoljka sem izredno uživala pri temu delu s tabo in se ti zahvaljujem. Res potrebujemo okno, potrebujemo veselo. Nimaš pojma o tem, mogoče ti se pa lahko naučim. Še zdaj sva se pri knjigi z Ido hecali ali pa s Firi, ne? Sam ne znam srpsko-hrvatski, še v Jugoslaviji je ta vic meni v možgane se zapisal, ker je krasen, ne? Pita, muja, onoga, sam jaz sem po slovensko, ne? Da ne znaš, da igraš klavir. Moja pa ne znam. To je bil Crnogorac, nemoj mujec. Evo, pitao nekoga, Firi je z Bosne. Crnogorac. Onda se zvao kako? Može biti i muja. Pa kako da ne znaš? Pa ne znam. Pa jesi li išao u školu? Ma nisam. Kako onda? Reče da ne znam. Pa ga spet tula, kjer zna, jaz hočem samo bistvo, ampak mujo izviram kot pač je, ki misli s svojo glavo. Pa kako da ne znaš? Pošto nisam još nikad probao. Reći? Treba da probaš. Pa kad govorimo o Cankarjevem domu, zdaj imamo vse od scenarista do režiserja, operne igre. Mi smo vse, ne? One man band. Ale? In recimo okno niže pišejo, pa ni bilo dobro. Pa smo rekli, hočemo prav revijo. Manca je bila tako popularna. Ona takrat v javnosti, da smo rekli, napiše mi pismo. Ne? Ona tako odpiše, pridi kar navaje k študentom in tam, kje? A skupaj sedita? Bronja je tam. Alenka je Bronja, to je bil 3. letnik ste bili, ne? In bodo študenti pisali, pol so tiste kupe pregleduje, pa je ona rekla, dobro, ti si boljša kaj jaz, ne? In to na inštitutu je takrat direktor predanja, da ne moramo mi kar nekaj revijo za okna pisati, smo dobro. Dobro, ni to važno. Ampak pa sta ostale dolgo, ne? Pa smo se skupaj učili pisati, urejati, rubrike smo skupaj postavljali. In kaj je zdaj Bronja? Slavna pisateljica. Zaploskajmo. Je šlavna reči. To sta bili študentka takrat. Ali pa... Marija in Žatka, še nekaj želela povedati. Jaz sem tebi želela. Jaz sem v 84 letu starosti. Ne slišimo. To pa povej na mikrofon, kar lepo. 84 letu starosti. Kakšni radi leta skrivajo, jaz pa vedno pravim, to, kar smo, imejmo radi in bodimo to, kar smo in ponosni na to.
naučila, da lahko tudi kaj pozabim. Vse res. Ja, res sem bila zdrava pravzaprav od samega začetka, ne. Mislim, da sem prišla 79 ali 80 leta, ko je bila razpisana naloga na fakulteti, tako da sem se z veseljem pravzaprav priključila, mislim, da smo zelo lepo sodelovali, veliko sem se naučila. Verjetno je bilo tudi to pa razlog, da sem kasneje pristala na Onkološkem inštitutu in da tudi zdaj pravzaprav še vedno sodelujem z Evropo Dono, ker pomembno je res ne samo naše fizično zdravje oziroma zdravljenje, ampak tudi psiha, tako da to sem se trudila potem tudi naprej v svojem vsakodnevnem delu predvsem uporabljati. Enkrat sem celo slišala, da pravzaprav sploh psihoonkologije ne bi potrebovali, oziroma bi samo 20-30%, če bi bil vsak zdravnik pravzaprav do neke mere psihoonkolog. Tako da, ja, hvala, vesela sem za to knjigo, zelo z veseljem sem tudi brskala malo po tistih spominih in po tistih zapiskih, karkoli je že bilo takrat. Tako da sem vesela, hvala za sodelovanje, veliko sem se naučila. Povej še jogijsko terapijo, kdaj se naučila, ki je tudi zaslužna. Ja, pravzaprav. Vse smo se šli. To je res, ja. Takrat je bilo tistega leta 80 je bila joginja v Ljubljani, sem takrat že začela malce z jogo. S vami joga modra dan, da ste razvali. Tako da smo že takrat pravzaprav začeli s kolegico, ko smo skupaj delali nalogo, so potem probali, ker so mi dve že prej hodili kot študentki, ampak potem so videli, to, da je bilo že takrat zelo veliko zanimanje, ampak potem so imeli vsaka svoje druge poti in so šli potem. In je to takrat zamrlo, ampak to se pravi, tisto prvi zametki, ja, tako, tisti prvi zametki so bili že pred približno 40 leti, zdaj vemo, da je to že kar dosti je uveljavljeno v Evropi. Pred časom smo hodili. Ja, hvala za to knjigo in za vse sodelovanje. Hvala lepa za povabilo, da sem z vami. Tudi sam sem že probal. Pred 9 leti sem bil raka. Pred 38 leti sem začel. 14. augusta 1985 sem šel prvič z Jožetom Zupančičem v stavbo A, ki ni več. In sem rekel, a sem bom hodil. Pa se me bodo vsi bali, vse veste, kaj je duhovnik pri bolniku. Zdaj pa konc. Ampak ni konc. Ko sem gledal te dva kitarista, kako sta usklajeno igrala. Pa veliko je takih usklajenosti v svetu. In tudi zdravljenje je tako usklajeno. Ne bom govoril, več veste, telesno, duševno in duhovno zdravje. In če je to usklajeno, in potem zmoremo, kot je že omenila Marija Zvonko, dr. Zvonko, je zapisal nekaj, zmorem, ker hočem, da zmorem. Ne bom pozabil lepih roman Vzpon na Triglav. Olga, če zdaj imam slike. Ko sem vas občudoval, veste, in tisti večer, ko smo prišli dol okoli 8:30, so rekli, zdaj bo pa Maša. Jaz sem imel pa naslednji dan nujno obveznost, da sem doma, da sem v dolini. In ko smo končali Mašo ob 10, se spomnite, če ste bili kdo od vas, in sem rekel, da je pa v dolino, 10, sam, v temi, z lučko, 2 lučkama. Veste, tako ste me razsvetlile, tako ste me dale, da zdaj bom šel kar po luftu dol. In po 4 urah, ne da se zdaj hvalim, si se tudi vi lahko hvalite. Po 4 urah sem prišel na dvorišče Svetega Petra, tukaj pri cerkvi, in vem, da sem nazaj sporočal.
hvala, da ste me spremljali, vse je bilo po sreči. In tako želi Marija, dolgo se poznava in veš, kako je v zdravljenju potreben tudi duhovnik. In tako sem z veseljem tukaj v imenu Slovenske škofovske konference, kjer sem tudi predstavnik za to, povezujem tudi vse duhovnike slovenskih bolnišnic in tudi sem tukaj, vse veste, je bil gospod Jaka Turšič, je bil gospod Jože Zupančič. In vam sem tako drag, pater Marko Novak. Tako da jaz sem samo en delček tukaj, ena drobtinca v teh, ko se z vami veselim. In Marija me je dala pobudo, večkrat tudi sam beležim, taka srečanja, da bo ne tako obširna knjiga, ampak upam, da bo nekaj nastalo. Lepa hvala. Janez Koprivec je zelo tih, ampak zelo pomemben. To hočem pokazati, kako je pomembno, da vsakemu prisluhneš, ker se res od vsakega lahko naučiš. Janez Koprivec, imeli smo tudi vaje za študente medicine o psihologiji in v skupinski smo krogu stali. Dobro, najprej sem jaz neko teorijo, potem smo pa rekli, moj odnos do raka, moj to, tam so bile društvene publikacije na sredini in še zdaj te vidim. Pa se pa eden iz kroga tako naprej naslonil, pa je rekel, tukaj skozi govorite, kako je treba biti prijazen odnos, pa razumevanje, pa sočutje, pa vzame v roko, ampak mislim, da je bila tista knjiga Živeti z rakom, ko je res taka. To je pa ravno nasprotno. Zanimivo razmišljanje. Kolegi se nasmihajo, kot češ, kaj pa je, s fotografijo se ukvarja. Zanimivo, povejte, računam na vas. Naslednja naslovnica. Povej, ti povej, jaz sem sam nekaj. Jaz drugač nisem fotograf, sem pa naredil par fotografij. Fotografi predvidevam, da ne govorijo radi. Tako bi ti rekel, Marija, zdaj hvala za priložnost, to je prva stvar. Druga stvar, ko sem dobil enkrat tvoj e-mail s osnutkom knjige, sem mislil, da bom to pregledal pred enim kosilom. Pa je šlo pa to pozno v noč, pa so se drugi dan slišala. To. Tretja stvar se mi je pa presenetila, pa ne vem, sem dobro slišal tvoja leta, ampak wow. Ja. Še povem, kaj mi je rekel prejšnji teden moj pacient, zdaj sem navaden doktor v Gorenji vasi. Sem rekel, kako pa ste? Ja, je rekel, zadnje cajte, zdaj, ko grem v 90-mi, pa velikrat rečejo, kaj dobro zgledam. Rekel, ko sem bil 20, mi to njim rekel ben. Jaz sem pa enkrat profesor Trstenjaka srečala, ki je bil že v visokih letih. Poznala sva se pa, kaj sem že študentskih let, ki je delal eno raziskavo o barvah, pa sem bila vključena, tako da sem ga poznala in je bilo prav, da mu pristopim in da ga pozdravim in sem mu tudi rekla, kako dobro zgledate. Je rekel, hvala, to še prenesem. Če pa kdo uporabi tisti še, to pa zaboli. Še dobro zgledam, ne? Brez še. Tako da, Marija, malo te sicer poznam, ne prav veliko, tudi nisem veliko sodeloval z vami, ampak res si me presenetila s količino, z vse zapisanim. Pa to je še polovica. Veš, koliko je še? Drugače pa moram priznati, da je vsakič, ko je bilo treba naslovnico narediti, pa se mi zdaj, da sem dolgo razmišljal, ampak zmeraj sem je naredil te zadnjih nekaj dni. Verjetno je bila taka najbolj zanimiva zgodba enkrat, ko sem fotografiral enega lebe.
In ne, v bistvu sem ugotovil, da če jim mečem sir, da pridejo hiter, ampak pol sem ugotovil, da če jim mečem sir, pride taki, ki sploh niso lepi, tako da sem pol spet čakal. Do pičkarje. No, ampak je bil enkrat, ko si zgodbice pisal, da a se lahko pogovarjamo do večera, Breda ima timing, Marija, ko smo pripravljali ta dogodek in se o njem pogovarjali, si rekla mi, gotovo me bo zaneslo, tu in tam me pa le opomni, da je najn gospodar tudi čas, še malo, počasi pa bomo strnili današnji tako zelo čustven, vsestranski pogovor, ampak vendarle pa dejva. Majča. Jaz sem z drugih logov, nisem iz tega. Marija, čestitke. Hvala. In hvala ti. In če si kaj želim, si želim to, da bi nekdo iz naših logov, jaz sem namreč delala zadnjih 20 let potem, ko sem se upokojila na Zvezi društva za boj proti raku. In bi si izjemno želela, da bi nekdo od naših stopil skupaj in bi skupaj tudi mi kaj takega napisali. Ker imamo zadosti gradiva. Jaz imam zdaj že kvalifikacije. Naslednja stvar je pa še iz mojih službenih časov. In kadar je prišla Marija, so se kar malo bala, kaj se bo spet zgodilo. Vendar sem jo tako dobro poznala, da sem vedela, da ima znanje, da ima vizijo, in da ima potrpljenje, predvsem pa da ima trmo in da bo stvari, ki si jih je zadala, prav gotovo speljala do konca. Torej, mene ni skrbel, a bom lahko izvršila tisto dejanje, pred katerega me je postavila, ker sem vedela, da če jaz ne bom mogla tega narediti, bo šla takoj daleč, da se bodo stvari izpeljale. In Marija, hvala. Veš kaj, direktor je treba iti in sem tudi smeri rekla, izgovori se name, ne? Ja, včasih je veljal, včasih si mogla pa samo. To pa čist za konec, ne? Direktorji so bili taki in drugačni in kot sem že na začetku rekla, vsem sem hvaležna, tudi tistim, ki so me zatirali. In ko sva z direktorjem končno je rekel, po ta prostor, začasno, ker radioterapeuti še ne bodo kmalu dobili novega aparata, pa si opremite. In je res lepo zgledal, nekaj slikic sva zidal dale v knjigo tudi. In potem enkrat pride na oddelek, večkrat je po hodniku prišel, pa malo potrkal, pa kaj je rekel. In je rekel, veste, me napadajo. A veš, ko pa eden zagleda en prostor, pa ga uredi, se to bi mi rabili, se to je naše, zelo me napadajo in so vam fauš. Pa veste, kako jaz rečem, jaz se kar na vas govorim. Rečem, se jo poznate, kakšna je, nisem mogel preprečiti, se je kar na silo vselil. Sem rekla, hvala, Sem bila žalostna, ni me pa toliko prizadelo, da bi rekla, pa sem pač taka, ne? Odzad se vid, pravijo pa Gorenci. Ja. To je pri nas dostakrat preslišati doma, ker nismo bili Gorenci najbolj. Odzad se vid na konci in odzad je ta knjiga, ki jo bomo zdaj malo še zapili, a ne, Anna? Gremo na zdravjot. Ne še, Marija, ne še. Ja, še kakšne stvari moramo prej, bom rekla, zaključiti. Predvsem z eno tvojo mislijo. Mislijo, ki si jo napisala na zadnjem strani knjige, ki praviš, v življenju se moramo nenehno spraševati, ali je vredno, ali je bilo vredno. In nadaljuješ. Verjamem, čutim, prepričana sem, vredno je bilo, vredno je. Hvala ti, Marija, še enkrat ti hvala kot avtorici knjige in vsem vam
za vse podeljene misli, čustva in srčnost. Vsekakor pa bi sedaj prosila predsednico Društva onkoloških bolnikov Slovenije, da ti v imenu našega društva tudi seveda podari ob temu svečanemu dogodku šopek. Prosim, Ani. Ker so Triglav se je rodil v Slovenjgradcu, pa sploh ni bilo časa. In to je zaslužna Ana. Dvigni se glavico, da vidijo. Ana, in sta rekli, mi iz Fili Boge hrire, že za drugi pohod na Triglav, je če pa to žuten projekt, tudi smo ga na Fiko pojavili, so spodobili, da greva tudi mi. Ja, še zdaj vem, kako je bilo hudo. Brez treninga, jaz sem v službi še cel teden po stopnicah trikrat stopila, ker mi je bilo lažje. Bo treba še kdaj ponoviti, ne? Ja, še. Vredno je bilo. Tudi z Morske se pripeljati, a? Vredno je, da smo skupaj. Ja, evo. Pa ne, da si se naveličala. Preganjajo me, jaz se ne bi naveličala. Tako lepo je bilo spremljati te spomine. V nekaterih sem videla tudi sebe, predvsem sem pa videla, kako je to bilo prej in celo daleč nazaj. In zato, a lahko dokončam. In zato, naša Mirjam, ko je videla to knjigo, jaz sem rekla, pa se to ni običajna knjiga, je rekla, ne, to je da knjiga. In to je res da knjiga. Hvala. Lej, tak lep šopek si že danes tam zbrala, tega ti pa zdaj damo, lej. Izvolj. Tako kot je že Marija rekla, se dobimo na klepetu, na druženju z avtorico, za kakšen podpis. Rada bi se v tej priliki zahvalila tudi podjetjem Novartis, Roche, Angel in fundaciji FIHO za podporo pri izdaji knjige. Vsekakor novinarjem je na voljo tudi sporočilo za javnost ob izhodu. Dobimo se v prostoru, kjer bomo lahko po stopnicah do njega prišli ali pa mimo te dvorane. To je pod samo predavalnico. Želim vam že naprej prijeten dan v imenu Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Srčna hvala za vašo navzočnost in kličem vam srečno Marija. Hvala še enkrat za njeno moderiranje in vodenje, sovodenje, Marija. In srečno vsem v to ta poletni prvi